Z Gorazdom sva preživela eno lepo, dobro urico. Šla sva najprej v knjižnico, potem še v trgovino in potem najboljši del eno kavico, kjer smo malo poklepetali. Jaz se že sama zelo dobro zavedam pomembnosti asistence za ljudi, ki ne morejo vsega opraviti sami. In danes sem na lastne oči videla in spoznala, da je to res in še kako res in da bi se politika morala zavedati pomembnosti tega vprašanja in zagotoviti ustrezna sredstva in pa ustrezno sistemsko ureditev, da bi lahko ljudje normalno živeli. No, zdaj, ker ste pač nova zvezda na tem političnem nebu slovenskem, vam povem, da je društvo JHD že vložilo predlog zakona o osebni asistenci nekaterim poslancem in vladi, z namenom, da se pač seveda pravica do osebne asistence sistemsko uredi in seveda tudi s tem poziv vam, da boste mogoče tudi sama kot verjetno poslanka v tej sestavi zdaj pripomogla k temu oziroma dvignila roko za. Da bo šel naprej. Ja, po tej izkušnji mislite, da je to, kar je tista prava storitev, ki bi jo potrebovali? Jaz menim, da je ta storitev primerna, da je potrebna, da spada v sklop iste pomoči, samo gre za drugačno organizacijo in morda za drugačno alokacijo sredstev. Ko pridemo v parlament, ko bo novi državni zbor potrjen, je pač potrebno pobrskati po predaljih, po klopeh, kakšni zakoni se lahko tudi založijo in zato predlagam tudi društvu, da se takoj potem, ko se konstituira nova vlada in nov parlament, čim prej oglasijo, ponovno spomnijo na ta problem in vsaj z našega vidika vem, da bomo z veseljem pomagali. No, in nič bad, sigurno bomo tudi mi takoj potrkali na vrata. Hvala lepa. Hvala lepa. Jaz sem zelo vesel, da se je gospa Kresal vzela čas, da je spoznala osebno asistenco in da kot policy maker, se pravi politična odločevalka, se seznani s to tematiko, s to problematiko in da v vladi, verjetno v vladi, naredi kaj na tem področju v sodelovanju z drugimi strankami. Ti si tudi sam uporabnik osebne asistence, zaradi tega si tudi pač sodeloval v tem popoldnevu oziroma v tej akciji, ki jo pač že nekaj časa izvajamo. A lahko poveš, kako, na kakšen način ti uporabljaš osebno asistenco in kaj tebi to pomeni? To mi pomeni predvsem, da lahko živim svoj način življenja, da sem bolj neodvisen, da ne obremenjujem predvsem očeta z pač svojimi potrebami, ampak svoje življenje pač živim kot želim in pač ustvarjam svoje življenje s pomočjo osebne asistence.